se nekako, čeprav je nastala prej, je napisana v duhu te okrožnice. Tudi v tej je veliko govora o ljubezni in sočloveku. Knjigo, kjer je ljubezen, tam je Bog, Matere Terezije, smo izdali v založništvu z založbo Novi svet. Gre na nek način za nadaljevanje prve knjige Matere Terezije, Pridi, bodi moja luč, ki je išla pred leti in je doživela tudi v Sloveniji zelo velik odziv. Besedo dajem kar prevajalcu knjige Matere Terezije, Blažu Batagelju, da nam jo predstavi, ker je tudi verjetno najboljše pozna. Tako, hvala za besedo. Čas mi je, da sem tukaj in predstavljam pač to knjigo o pokrožnici papeža Frančiška. Vrnil sem se 15 dni nazaj iz Kalkute, kjer sem bil s skupino mladih, in iz Bolgarije, kjer smo pomagali sestram misionarkam ljubezni, ki sem iz prve roke v Kalkuti doživel, so me sestre pocukale za rokav, so rekli, zdaj papiš izdal okrožnico, na tukaj imaš, preštudiraj, boš imel predstavitev za sestre. Ali pa en pogreb, pa je bilo treba v eni sobi tam v stanovanju, ker so bili čist revni, in potem je rekla, zdaj pa prosi Marijo, da ti pomaga. Potem sem šel do tiste pokojne, sem jo pokrižal na čelu in jo poljubil, ker nikoli ne bi prav s to vero, da kot Jezus, ki se je dotaknil, in otroci so se umirili, ker je prej bil tak džubus in so tudi oni naredili isto. Tako da pok na dogodivščin sem hvaležen založbi, ko smo se lahko zmenili, da sem potem to knjigo podaril našim primorskim duhovnikom, posvečeno, ko sem jih povabil na Novo mašo. Za novinarje sem pripravil, boste dobili pri gospodu Đuriju list s predstavitvijo. Gre za nekakšno nadaljevanje, kot je že omenila knjige dela Pridi, bodi moja luč, ki je Mater Terezijo predstavil predvsem kot pričevalko, kot zgled. Zadnje delo pa jo predstavlja kot učiteljico, vodnico, ki pelje skozi vsa duhovna področja. Knjiga obsega 5 delov, ki poskušajo izčrpno predstaviti učenje Matere Terezije. V prvem delu spregovori o Bogu, ki je ljubezen, v drugem o Jezusu, tretji del je posvečen praktičnim napotkom, kako preseči ovire in zares ljubiti, četrti in peti del pa govorita o tem, kako udejaniti našo vero s pomočjo ljubezni in kako življenju ljubezni prinašati srečo drugim. Vsak del ima na začetku kratek uredniški uvod, ki sistematično povzame tematiko, vsebina pa je predstavljena v obliki izrekov, misli in odlomkov izgovorov Matere Terezije. Odlomki so kratki, obsegajo le stavek, pa tja do 2 strani, a vseeno dovolj poglobljeni, da dajo misliti. Največja dodana vrednost knjige pa je po mojem mnenju ta, da je Mati Terezija svetnica iz našega časa. Čeprav imajo svetniki, ki nam jih Cerkev postavlja za zgled, veliko povedati tudi po več stoletjih, gotovo lahko sodobnega bralca še bolj nagovorijo prizori iz današnjega sveta, ki jih je svetnica iz Kalkute sama doživela in jih opisuje v preprostem jeziku. Knjiga je primerna tako rekoč za vsakogar, ki ga privlači duhovnost Matere Terezije. Lahko je o njej slišal le malo, recimo te punce 17 in fantje, dijaki, ko smo bili v Bolgariji, nekateri enkrat na leto grejo k maši in smo prebirali to knjigo, potem da so tudi spoznali duhovnost v praksi in tako, in jih je zelo navdušila. In so tudi oni prav rekli, da iz knjige kratek, RHP, ljubimo drug drugega tako, kako ljubimo Jezusa. V Nazaretu so imeli ljubezen, edinost, molitev, žrtvovanje in težko delo. Še posebej pa so imeli globoko razumevanje in hvaležnost za druge ter pozornost do drugih. Se pravi, razumevanje, hvaležnost in pozornost. Se pravi, naj ta RHP virus okuži ne samo teh 17 mladih, ki smo bili v Bolgariji, in teh 7 mladih študentov in dijakov, ki smo bili en mesec v Kalkuti, ampak ne okuži tudi druge v Sloveniji.
Moje življenje in poznavanje z matero Terezijo se je začelo 7 let nazaj, ko sem prvič bil v misijonu v Kalkuti. Tam se mi je zgodilo en tak prevrat v mojem življenju in tudi najbolj dozorel sem kot moški in tako. Zato sem to izkušnjo želel predati tudi drugim mladim. Potem pa še naprednostne knjige za vse, ki želijo imeti misli mati Terezije v enem sistematičnem okviru skupaj zbrane. Ta knjiga to omogoča. Je pa tudi zaradi svojega preprostega jezika odlično duhovno branje, tudi za tiste, ki se s teološko govorico niso preveč domači. Da jih le privlači šola ljubezni. Hvala lepa. Se je mogoče med tem porodilo kakšno vprašanje za naše goste, kljub izčrpnim predstavitvam? Lepo prosim. Radi bi imel